Matjaž Kopitar, poraz za uvod po tistih treh zmagah na Danskem, ampak občutek je nekoliko mešan, uvodnih 15 minut, nekoliko oziroma precej slabih, ampak potem pa zelo dostojna predstava za uvod za A skupino, pa se ni šlo. Ja, v bistvu je bil res slab štart, to moramo priznati, čeprav ne bi rad zdaj to izpostavljal. Ta tekma je za nam, točk ni, tako da treba je čim prej pozabiti na to spodbudanje, nadaljevanje te tekme, kjer smo v drugi tretjini dominirali, v tretji nekako smo bili tudi zelo, zelo dobri, tako da škoda, da nismo dosegli kakšnega zadetka več, smo si ga zaslužili, no, tako da lahko bi imeli kakšno točko danes na računu, ampak hokej je pač tak, da če ne daš, se potem tako zgodi, da ga dobiš in zdaj objokvati nekaj nima nobenega smisla. Nočem se vračati k tem uvodnim 15 minutam, ampak kljub vsemu gre še vedno za to, da smo pretirano navdušeni nad tem, da smo v veliki dvorani, da to igramo A skupino. Kje vi vidite vzrok, kajti fantom ste sami rekli, da je potrebno jim dati več golov kot enega in vse tisto, kar ste jim povedali na sestankih prej, enostavno ni šlo, vsi v krču. Ja, malo velike oči, mogoče res, no ne vem, čeprav naj ne bi bilo to več zdaj tukaj, ampak zmeram je ta navdušenje nad prvo tekmo, pričakovanja, želje in poj včasih pač noge ali roke ali glava nekaj zataji, ne. In tako je prvih 15 minut je bilo tako, vendar še enkrat poudaril, no, tisti po 15 minutah naprej, tisti je bilo pa zelo spodbuden in stvari za nazaj ne bom popravil, bom pa vzel vse, kar se je zgodilo v nadaljevanju pozitivnega in poskušal fante pripraviti za jutri čim bolj. Natanko na tistih preostalih 45 minutah je treba graditi vse stvari naprej. Proti tako čvrstemu nasprotniku smo bili najmanj enakovredni, predvsem v drugi tretjini precej boljši, neučinkovitost. Tudi o tem ste veliko govorili v času priprav. Ja, ker dejansko, zdaj če pogledamo rezultate, ampak takrat smo se ampak zanašali na to, da pač nimamo vseh, pa to in uno in tretje, ampak dejansko, čeprav danes mislim, da tudi priigrane priložnosti, da so bile čiste, da je bilo dobro, neučinkovitost je pa mislim, da Botar predvsem zelo dobrega vratarja. Moramo priznati, da tudi njihov trener je sam izredno izpostavil njega, da brez njega bi verjetno izgubili danes. Tako da, kaj jaz vem, ampak če želiš postati velika reprezentanca, kar mi želimo, moramo tudi najboljše vratarje premagovati. Tako da mi bomo, še enkrat povem, pozitivne stvari vzeli, negativne se bomo pomenili in šli pozitiven naprej. Norveški kolega je poudaril še nekaj, da je igral z zelo dobrim nasprotnikom, ki je sicer začel slabo, kar ste tudi sami povedali na novinarski konferenci. To laska, ampak tudi na novinarski konferenci ste rekli, bolje bi bilo, da me ne hvalijo, ampak 3 točke bi bile bolj pomembne. Ja, bolj bilo, da nas ne bi hvalil, pa da bi izgubili, ampak kaj jaz vem, še pred leti ta isti trener zelo zviška gledal na nas, tako da danes je bil zelo na trnih za 3 točke, ampak spet je zmagal, tako da kakorkoli se vzame, so oni zmagovalci, mi smo izgubili in ne vem, s tem moramo zdaj živeti in iti naprej, ter še enkrat pravim, jutri je nov dan, nova tekma, treba se optimalno pripraviti in odigrati. Belorusija, prepričan sem, da v njihovem taboru, ne glede na to, da je precej spremenjen, od tistega 7. februarja naprej živijo za to tekmo s Slovenijo. Ne, jaz mislim, da imajo oni tale svetovno prvenstvo bolj za uigravanje nove reprezentance. Tako da oni so zelo sproščeni, kar je velika prednost njihova. Mi pa se moramo s tem spopasti in seveda tekmo zmagati jutri, kar pa do Vojensa je bila tudi misija skoraj nemogoče. Tako da mi ne smemo biti ob zmagah preveč evforični in pa ob porazih preveč razočarani. No, to sem že večkrat poudaril, tako da jutri bo zelo, zelo težka tekma. Srečno. Hvala.